Primer, ki nas zanima, se nanaša na delavca iz Evropske unije, natančneje na slovenskega delavca z bivališčem v Sloveniji, ki ga zaposli italijansko podjetje, katero že leta sodeluje z našim združenjem oziroma z našim storitvenim podjetjem. Navedeni delavec se je zaposlil v Italiji s pogodbo za nedoločen čas, s skrajšanim delovnim časom 20 ur in seveda je delodajalec, kot za vse delavce, uredil vse potrebno pri zavodih, najprej pri pokojninskem zavodu INPS, kateremu je začel plačevati pokojninske prispevke za navedenega delavca. V določenem trenutku je delavec prejel vljudno obvestilo strani Slovenskega pokojninskega zavoda za plačilo prispevkov v Sloveniji v zvezi z delovnim razmerjem v Italiji. V tistem trenutku se je delavec obrnil na nas in ugotovili smo, da je bil navedeni zaposlen za skrajšan delovni čas 20 ur v Italiji in hkrati za skrajšan delovni čas 20 ur pri nekem podjetju v Sloveniji. Tako je nastala težava, s katero smo se soočili. Po preučitvi zadeve smo preverili pravilnost zahteve Slovenskega pokojninskega zavoda za plačilo prispevkov v Sloveniji, saj je zadeva urejena z uredbo EU 883/2004, v Italiji pa z ustreznim pravilnikom, ki določa načelo edinosti veljavne zakonodaje, in ta edinost veljavne zakonodaje je urejena z znatnim delom opravljanja dejavnosti. Če delavec opravlja znaten del svoje dejavnosti v državi stalnega prebivališča, se v tem primeru upošteva zakonodaja države stalnega prebivališča. Gre torej za znaten del opravljene dejavnosti, ko se ta opravlja v državi stalnega prebivališča v višini najmanj 25% dejavnosti. Delavec je bil zaposlen 20 ur v Sloveniji in 20 v Italiji. 20 ur v Sloveniji pomeni, da gre za več kot 25% in v tem primeru velja izključno slovenska zakonodaja. Seveda obstaja vprašanje, kako naj ravna italijanski delodajalec. Dejansko mora delodajalec sestaviti plačilne liste v Italiji, vendar ne sme plačati prispevkov zavodu INPS, temveč neposredno slovenskemu pristojnemu pokojninskemu zavodu. In tako je bilo tudi storjeno. Delodajalec pri slovenskem svetovalcu oziroma pri slovenskem pokojninskem zavodu zaprosi za izračun prispevkov, na kar jih neposredno obračuna na italijanski plačilni listi, navedeni znesek zadrži in ga nakaže neposredno pristojnemu slovenskemu zavodu. In končno je težava v tem, kako preprečiti takšne situacije, ki so bile v konkretnem primeru rešene med samim izvajanjem. Splošno pravilo na podlagi evropskih uredb je, da mora delavec obvestiti pokojninski zavod v državi svojega prebivališča o tem, da delo opravlja v drugi državi. Ko delavec obvesti zavod, bi moral ta opraviti začasno poizvedbo o veljavni zakonodaji, da poizve, če je sam pristojen ali če je pristojen pokojninski zavod druge države članice in če v roku 2 mesecev ne prejme nasprotnega predloga strani pokojninskega zavoda, v konkretnem primeru italijanskega, se upošteva slovenska zakonodaja. Seveda, če pobuda ne pride strani delavca, lahko zainteresirani pokojninski zavod ene ali druge države izpostavi to težavo, kar se je v konkretnem primeru tudi zgodilo.